Dobro vprašanje. Upam, da Diana ne bo zamerila, bo malo obrnil, katere vrednote ne skušamo ohraniti, če ne zameri. Ker odvetniki smo, pravniki ponavadi malo pesimistični, negativno gledamo stvar v smislu, kje bo kakšen problem. Tako da je meni cilj v zasebnem življenju tega ne prenesti na tak način, da bi razmišljal, kaj vse bo šlo narobe. Po moje polarizirana, ker v bistvu odsevajo svet okoli mene in tudi ljudi okoli mene. Pri nas v pisarni po spletu naključi, da sem naletel na to pozicijo. Načeloma vsak odvetnik mora del svojega posla graditi na tak način. Zame osebno pa so prepoznali, da imam določene mogoče talente, ekspertize, kar se tiče trženja oziroma razvoja posla, tako da tako nekako, ja. Spremljal sem jih več od starejših Ally McBeal do novejših Suitsov. Najljubša po moje Boston Legal, ker navkljub vsemu smehu so bili primeri noter kar pravno zanimivi oziroma moralno zanimivi, tako da ta je ena izmed ljubših. Million dollar question. Začenši s tem mogoče, da se tudi že v srednji šoli vsaj da nek poudarek na izobrazbi, kaj pravo pomeni, pa kakšne vrednote so tam ohranjene, da se začnemo zavedati v bistvu, kaj pomeni pravna država že prej mogoče kot pa kasneje, ker če nisi pravnik, se ponavadi po naključju sreče s pravom ne nujno načrtno. Straši me avtomatizacija in umetna inteligenca, ker se mi zdi, da se bomo morali kot družba odzvati, kaj ta sprememba pomeni za nas. Veselim se pa po eni strani samovozečih avtov, ker bo marsikatero stvar olajšalo v naših življenjih. Zanimivo v bistvu tudi vodstvenih sposobnosti. Iz preteklosti sem vodil ceh oziroma guild v igri World of Warcraft in se mora znati spopadati z problemi ljudi v igri, ki niso tako drugačni kot problemi v realnem svetu. Marko, kaj je tista ena lastnost, zaradi katere bi te moral vsak delodajalec zaposliti?